Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji tretjeligaškega nogometa. Pred nami je drugi polčas 19. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačo zasedbo Šmarje pri Jelšah ter gosti iz Podvincev. Po prvem delu pa povsem zasluženo vodstvo gostov 0-2. V 19. minuti je prvi zadetek na tekmi z 11 metrov, ki je dosegel Zajko, drugega v 25. minuti Orovič. Sredine igrišča pa bodo za ta drugi polčas krenili domači nogometaši, ki pa dvoboj igrajo v svojih tradicionalnih dresih modre barve, na drugi strani Podvinci v svojih rezervnih dresih belo-črne kombinacije. Kot že rečeno, pa po prvem delu povsem zasluženo vodstvo gostujoče zasedbe. Varovanci Roberta Hojnika so skozi celoten prvi polčas povsem nadigrali domače nogometaše in tako na nek način dokazali, da spadajo višje, kot se trenutno nahajajo. Šmarje pa si bo zelo, zelo težko skozi ta drugi del prvenstva v tretji ligaški konkurenci zagotovila obstanek v ligi. Zaenkrat pa še vedno čakamo na začetek drugega polčasa. Kot se kaže, je bilo nekaj manjših težav z žogami za začetek drugega dela. Še vedno pa na igrišču ni sodnikov, tako da se dvoboj ne more pričeti, vendarle na igrišče prihaja glavni delilec pravice in drugi polčas se bo zagotovo vsak trenutek tudi pričel. Videli smo tudi že eno zamenjavo v prvem polčasu, zaradi poškodbe iz igre je bil primoran oditi napadalec Podvincev Konsensao, v igro pa je namesto njega vstopil številko 6 Žan Horvat Zamuda. To je prineslo tudi nekaj manjših sprememb, kar se tiče samih položajev igralcev na igrišču. Zamuda se je preselil na levo stran obrambne vrste Podvincev, Orovič pa namesto Konsensa na položaj napadalca. Na desno stran namesto Oroviča je vstopil številko oziroma je odšel številko 18 Modrič, v zvezno vrsto pa namesto Modriča Anžel. Fišer mirno s podajo proti Butu. Zajko, še vedno Zajko, uspešnejši Gabršek, še vedno Gabršek pri žogi. Fišer mirno vse nazaj proti Butu. But s prenosom našel je Ivanuša, ta s prsmi spušča proti Niku Korezu. Spreten v tem primeru Kramarič, a znova žoga pri branilcu Butu, ta znova do Gabrška. Ivanuš s podajo proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Andraž Korez. Na koncu slednji ni uspel žoge zdržati v igrišču, golavt tako pripada vratarju Cajnku. V tem drugem delu zagotovo lahko pričakujemo, da bodo domači nogometaši stopili nekoliko više, morda poskušali doseči ta zadetek, s katerim bi se znova povsem realno vključili v boj za točke na tej tekmi. Če sklepamo po prvem delu, je to zelo, zelo težko pričakovati, saj si v prvem polčasu Šmarje niso uspele priigrati nobene priložnosti. Pravzaprav niso sprožili niti enega samega strela na vrata Cajnka.
Fišer. Žoga pa znova vse nazaj proti Gutu. Znova But. But takoj na levo stran, kjer je Fišer, še vedno Fišer. Nanj je pritiskal oziroma dobro je bil postavljen Modrić. Napako si je privoščil Rep. Do žoge Orović. Še vedno Orović v preigravanju, uspešno je preigral Nika Koreza, podaja proti Zajku. Še vedno pri žogi Zajko. Podaja na levo stran, kjer je Orović, tam še enkrat več do Zajka. Zajko strelja, nič proti 49 minuti. Drugi gol na tekmi je dosegel Zajko, povišanje prednosti gostov. Še enkrat več pa glavna akterja v akciji skozi nič proti 3 Orović in pa Zajko, tokrat asistent Orović. Zajko je tukaj uspešno preigral tudi Repa in sijajno zaključil premago vratarja Mandlja in kot že rečeno, 49 minute vodstvo gostov z 0-3. Težko je po tem golu pričakovati, da bi se domači nogometaši lahko vključili v boj za kakšno točko na tej tekmi. Gostje so hitro po začetku drugega polčasa prišli do povišanja prednosti in s tem naznanili, da danes kaj druga kot 3 točke za njih enostavno ne pride v poštev. Še ena nenatančna podaja s strani domačih nogometašev, out bo pripadel Podvincem. Oman proti Anželu. Manjši nesporazum med tema dvema nogometašema, dobro je bil postavljen na natančno v obrambi Gojkošek. Orović hitrejši od Guta. Orović in Gabršek v dvoboju, še vedno Orović. V obrambi se je uspešno vrnil Snik. V naslednjem 20. krogu je pred nami oziroma bo odigranih kar nekaj zanimivih dvobojev. Podvinci bodo doma gostili Dobrovce. Zagotovo zelo pomemben obračun tako za ene kot seveda tudi za druge. Gre za dve ekipi, ki sta sosednji na prvenstveni lestvici, vsaj zaenkrat do tega kroga seveda. Šmarje pa odhaja na gostovanje k drugouvrščenemu Dravogradu in glede danes, kar smo lahko videli iz njihove strani, je zelo težko pričakovati, da bi lahko prišli do kakšne točke na tem zahtevnem koroškem gostovanju. Krog pa se bo pričel v petek, 15. aprila, ko bo Šmartno na domačem igrišču gostilo celjski Šampion. Zanimivo bo prav gotovo tudi v Slovenskih Konjicah, kjer bo domača Dravinja gostila vedno znova neugodnega tekmeca Cirkulane. Zavrč, Posavje Krško, še en dvoboj, kateri bo zelo zanimiv, predvsem kar se tiče samega stanja na prvenstveni lestvici. Predvsem zaradi tega, ker je Posavje Krško v tem jesenskem delu oziroma v tem spomladanskem delu prvenstva igra veliko bolje kot v prvi polovici sezone. Tukaj pa smo lahko videli priložnost, prvo nevarnejšo akcijo na tej tekmi strani domačih, a tudi zaključek je bil preslab, da bi lahko ogrozil vratarja Cajnka. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, Posavje Krško odhaja na gostovanje v Zavrč. Ekipi na lestvici ločita zgolj 3 točki, tako da vse prej kot nepomemben obračun tako za ene kot druge. V Prevaljah pa bo potekal oziroma se bo odvijala še ena tekma, ki je zelo pomembna, kar se tiče obstanka v ligi. Korotan bo gostil Videm. Zaenkrat tako eni kot drugi varni predmestniki vodijo v nižji ravni, a jasno že s kakšnim porazom oziroma s kakšno slabo serijo rezultatov se lahko vse skupaj postavi na glavo.
Medtem strani domačih prosti strel za Podvince pa bo izvedel Kuserban. Na kratko proti Anželu. Znova Anžel. Na koncu prekršek Fišerja nad Modrićem. Neuspešen poskus medtem Gojkoška, out pripada za domače nogometaše. Še enkrat več out za Šmarje. Izvajalec dovolj hiter Gojkošek, kateri je uspel žogo poslati v out. Tako rešil kot, če lahko tako rečem. Nekoliko nespretno izbijanje Kuserdana, v tem primeru drugi kot za Šmarje na tej tekmi. Bevc podaja proti daljnejši vratnici, kjer je bil dobro postavljen Kramarič. Še enkrat več na mesto obramba Podvincev. Domači so morda za odtenek nekoliko nevarnejši v tem drugim polčasu, kaj ko so v 49 minuti prijeli že svoj tretji zadetek tekmi. Ostala posesti oziroma bo pripadala domači zasedbi. Prekršek oziroma igra z visoko nogo, v tem primeru Oroviča. Zbija Oman. Takoj poizkus podaje proti Svenšku. Do žoge Zajkov, Zajkov prostor proti Anželu, še vedno Anžel, ta znova do Zajka. Takrat dobro postavljen Bevc. Na levi strani ima nekaj prostora Fišer. Fišer proti Niku Korezu, pa je na desni strani videl tekmovalnega Kresnika, pa je bil postavljen Zajko. Še vedno pri žogi Zajko. Na desni strani se je že v napad vključil Modrić. Modrić mirno vrača proti Omanu, ta vse nazaj do Anžela. Gojkošek, na levi strani je zamuda. Orovič, še vedno Orovič, na desni strani je bil dobro postavljen Modrić, vse skupaj je pripravil Fišer, a mirno Ramšak, toplo na kratko znova do Kuserbana. Svenšek, znova Kuserban. Svenšek vse nazaj znova do Gojkoška, ta podaja proti Cajnku. Dostojnih je bilo zaenkrat 32, 11 metrovk, doseženih 13 avtogolov, prikazanih je bilo že kar 629 rumenih in 37 rdečih kartonov. Na tekmi se je do tega kroga zbralo 13.054 gledalcev, kar je 106 v povprečju na tekmo. Obetaven napad Podvincev, Orovič, Zajko, tretji zadetek na tekmi je dosegel Zajko.
Sijajen gol tega nogometaša z roba kazenskega prostora, še enkrat več pa sta zadetek oziroma tole akcijo v zadetek pretvorila Orovič in Zajko, podajalec Orovič in pa sijajen strel, 0:4 prednost gostov, še en boleč udarec za domače nogometaše. Od 58. minute zaostajajo že kar z 0:4. Pripravlja se tudi prva zamenjava oziroma v igrišču pripravljajo prvo zamenjavo v taboru domačih. Iz igre odhaja številko 19 Ivanuš. V igro pa je prišel številko 5 Strašek ter številko 16 Galhumski. Iz igre pa sta odšli številko 11 Marič in številko Ivanuš. Znova so domači hitro zapravili žogo takoj po izvedbi in še enkrat več leta pripada Podvincem iz avta zamuda. Mirno Orovič podaja proti Svenšku, ta prepušča Kusterbanu. Kusterban prehitra podaja za Zajka v tem primeru. Zajko je s temi tremi zadetki prišel do številke 10 v tej sezoni. Aktiven poskus Ambroža Koreza, do žoge vendarle Strašek. But, znova Strašek. Gabršek na desno stran, kjer je Kresnik. Kresnik mirno je žogo ujel Cajnko. V taboru Podvin v tej sezoni prejeli že kar 40 rumenih in pa 3 rdeče kartone. Kar se tiče rumenih kartonov, na prvem mestu je Jernej Orovič ter Denis Kuferban s 6. 5 jih je prejel Leon Anžel, po 4 Konsensao ter Zamuda. 3 pa sta na svoj račun vpisala Timotej Modrič in Anej Simič. Pri rdečih pa dobil Ramšak, po enega pa Oman. Nov avt tokrat bo pripadel domačim. In še zamenjava v taboru gostov, iz igre odhaja številko 16 Kuserban. V igro pa prihaja številko 22 Jakob Kolenko. Izbija Ramšak. Na levo stran, kjer je Strašek, posem nazaj proti Fišerju, pa znova do Belca. Avt bo tokrat za goste izvedel številko 6 Zamuda. Gabršek uspešnejši od Oroviča, še vedno Gabršek. Dobro je bil postavljen Kolenko. Modrič proti Zajku, ta znova proti Modriču. Dober poskus Zajka. V domačih v tej sezoni zaenkrat
sta največ rumenih kartonov prejela Žan Čater in Anže Gajšek, oba po 5, 4 sledi Val Miha Turnšek, po 3 pa so na svoj račun vpisali Fišer, Travnikar, Jančič, Gabršek, Čakš, But ter Kramarič. Skupno so v Taboru Šmarje prejeli že kar 50 rumenih in 2 rdeča kartona, le-ta sta prejela Čater in Kresnik. Andraž Korez v samostojni akciji, nanj pazi Ramšak, obramba Cajnka, ki udarec iz kota na koncu do Šmarje. Lepo je tukaj Andraž Korez preigral Ramšak, bil spreten na koncu Ramšak, so Cajnka sta uspela meniti nedotaknjeno, pa domači so prišli kota. Podaja proti bližnji vratnici, kjer je bil najbolje postavljen Svenšek. Oman na kraju Kolenku, pa je takoj našel Svenška, podajo na desno stran, kjer se odkriva Zajko, dol Hitrejko. Zajko mirno vrača podajo proti Omanu, Oman s prenosom na levo stran, ima veliko prostora za Muda. Cajnko. Cajnko s prenosom iskal je Svenška, dobro postavljena obramba domačih nogometašev, veliko prostora ima Rep, Rep takoj spodaja na levo stran, kjer je Strašek, v bloku Oman, Fišer. Še vedno Fišer, mirno na koncu do žoge Podvinci, mirno Ramšak v zvezdno vrsto proti Kolenku, Prekršek konec slednje storil Rep. Izigral Tabor domačih, pa tokrat odhaja številko 10, Andraž Korez, v igro pa je vstopil v številko 2, Nik Bračun. Prosti strel pa bo izvedel Oman. Oman do Zajka, pa je takoj na desni strani iskal utekajočega Modriča, slednji bo izvedbo avta prepustil Omanu. Mirno Svenšek vrača Omanu, podajal smo nazaj proti Cajnku. Gojkošek. Proti Oroviču, no, daljnejši vratnici se znova odkrival Zajko, tokrat prehitra podaja za slednjega, Zajko še pravočasno do Modriča, Modrič znova podaja v kazenski prostor, domači so tokrat uspešno vse skupaj razrešili, pa še enkrat več hitro zapravili posest. Svenšek, še vedno pri žogi Svenšek. Kolenko, mirno do Omana, še vedno Oman, znova do Kolenka. Kolenko vse nazaj do Gojkoška. Ramšak znova do Gojkoška. Pri žogi Nik Korez podajal prostor proti Humski. Humski je spodajal, iskal v kazenskem prostoru Fišerja. Je spreten tokrat pri zbijanju Oman, out bo pripadal domačim.
Največ zaporednih zmag v tej sezoni je vknjižila Bistrica 6, največ zaporednih pa prav današnji domačini Šmarje, kar 7. V igro je večkrat vstopil nogometaš Zavrča Nikola Vočanec kar 15-krat. Največ gledalcev pa se je zbralo na tekmah Cirkulan 3057, Korotana 2602, Bistrice 2584, Zavrča 2275 in pa Dravograda 2196. Nov out za domačine. Podaja proti Fišerju, še vedno Fišer, izbija Modrić, najvišji skok Orović, a nobenega izmed gostovanj ni bilo v fazi napada oziroma višje postavljenega od Orovića, tako da do žoge znova Šmarje. Po tem četrtem zadetku pa tako eni kot drugi na nek način slavili, če lahko tako rečem. Nismo še videli nobene priložnosti po četrtem doseženem zadetku Podvincev, napaka Omana v obrambi, hitro je popravil desni bočni nogometaš, ko podaja proti Oroviću, tokrat uspešnejši Bevc. Še vedno Bevc podaja proti Butu. Tokrat mirno. Kolenko podaja na desno stran, kjer je Modrić, nanj pritiska Strašek, še vedno Modrić. Nazaj do Ramšaka, vrača Cajnku, manjše težave tukaj za obrambo Podvincev, težave pri sprejemu. Žogo je imel Bevc, vse skupaj ni uspel kaznovati Modrić. Modrić ustavil ga je Bračun, out bo pripadel gostom, teče pa 70. minuta oziroma pravkar se izteka 70. minuta. Kot že rečeno, velika oziroma visoka prednost Podvincev z 0:4, vse skupaj lahko razvidno na samem terenu, kot drugi nimajo več nobene velike želje po kakršnihkoli napadalnih ambicijah. Tudi domači so se, kot vse kaže, že sprijaznili s tem visokim porazom. Hitro izvedel prosti strel, je podal proti Bevcu. Bevc s prenosom izbija zamuda, out bo pripadel domačim. Na tleh je ubežal eden izmed gostujočih nogometašev. Kot vse kaže, gre za enega strelca Zajka. Kot vse kaže, primoran zapustiti igrišče. Še tretja zamenjava oziroma bo prišlo do tretje zamenjave v kadru Podvincev. Izbija Ramšak, But, krenil je Fišer strelja, obramba Cajnka, prvi strel v okvir vrat domačih na tej tekmi v zaključku 72. minute. Dovolj pozoren, izbran na vse skupaj bil Cajnko. Lepo se je tukaj obrnil Fišer in s strelom ogrozil vrata Podvincev, a kot že rečeno, dobro postavljen in pripravljen na takšen zaključek je bil Cajnko. Domači
če so medtem ali svoj četrti kot na tekmi, a še enkrat več slednjega hitro zapravili. Modrić lepo v prostor proti Oroviću, še vedno Orović, proti 5 v 73 minuti. Novo povišanje, tokrat pa strelec Jernej Orović svoj tretji zadetek, ta nogometaš, tokrat pa podaja Modrića. Tukaj nekaj smole tudi za obrambo Šmarij, pravočasno Modriću prostor za Orovića, so preigral tudi vratarja Majerja in mirno zaključil v nebranjeni oziroma v prazen gol ter tako so Podvinci prišli do še svojega 5. zadetka na tej tekmi v 74 minuti. 0-5 strel Orović. Ob robu se pripravljajo zamenjave v taboru gostov. Iz igre sta odšla Zajko, številko 10 Zajko in pa številko 18 Modrić. V igro je prišel številko 3 Anej Sović. Ramšak, dobro postavljen v tem primeru Bračun, primerno Bračun podaja vse nazaj proti Gabršku. But na desni strani, kjer je Kresnik proti Niku Korezu, ta je iskal Repa, Svenšek je krenil, Svenšek strelja, obramba Majerja, še ena sijajna priložnost za goste. Težave je imel v zvezni vrsti Rep, vse skupaj so še enkrat več dobro izkoristili nogometaši Podvincev, v priložnosti se je znašel Svenšek, tokrat pa Majer uspešnejši. Orović, Anžel je videl na oddaljnejši vratnik, kako se je nekako počeval Simić. Orović na mestu Bevc. Bevc z diagonalno podajo na desno stran, kjer je Humski iskal svojo priložnost, prehitra podaja bila za Orović, dobro so bili tokrat postavljeni obrambni igralci domače ekipe, mirno Majer proti Bevcu, Bevc z visoko podajo, mirno Gojkošek. Anžel vrača Omanu, Oman vse nazaj s podajo proti Cajnku. Za Šmarje. Prekršek
je storil Strašek. Prosti strel bo pripadel gostom, izvajalec številka 35 Oman. Oman takoj spodal napad, ker je bil Orović naslednji tokrat v prepovedanem položaju. Bevc še enkrat žogo hitro zapravili v taboru domačih. Zamuda na levi strani, še vedno zamuda, lepa podaja v prostor proti Oroviću, slednji hitrejši od Bračuna, še vedno Orović, preveč osamljen je bil v tem primeru Orović v napadu. Nesporazum znova v taboru domačih. Ramšak vrača do Gojkoška. Anžel oziroma Svinšek znova vrača Ramšaku. Zamudi, še vedno zamuda, je le videl, kako se je v kazenskem prostoru vključeval Orović. Na koncu bil nekoliko nenatančen pri oddaji žoge. Bračun proti Fišerju, še vedno Fišer, ta mirno vrača Bračunu. But je iskal Fišerja, dobro postavljen Ramšak, še enkrat do žoge But. Draž Torres, na koncu pa prekršek Gojkoška. Preoster nad domačim mladim nogometašem Straškom. Prosti strel pa z dokaj ugodnega položaja, morda za kar direkten strel na vrata Cajnka. V žogi pripravljen na številko 14 Rep. Pridružil se mu je tudi številko 15 Bevc, a jasni izvajalec bo Rep. Rep čez vrata je sprožil Rep, brez nevarnosti za Cajnka, ostaja proti 5 za Podvince. Orović pri žogi, še vedno Orović. Orović vrača Svinšku, ta spodaja vse nazaj do Cajnka. Cajnk s prenosom na desno stran, kar je bil najvišji vpliv Anžel. Podaljšal je proti Omanu, ta znova do Anžela. Skupnimi močmi sta ga uspela zaustaviti Bevc in pa Strašek. Anžel hitro znova do žoge, še tehnična napaka v tem primeru strani Kolenka. Prodaja v prostor proti Fišerju, dovolj pozoren na vse skupaj Cajnko, pravočasno pri žogi vratar gostov. Zamuda z diagonalo na desno stran, kjer je iskal Anžela, manjše težave ima Bračun. Bo pripadal domačim, priboril ga je Humski. Izteka pa se 82. minuta, kar se tiče rezultatov in točk na tej tekmi vse jasno. Prednost gostov je zares zelo visoka, z 0-5.
Oster prekršek je storil v tem primeru številko 4 Gabršek. Premočno oziroma preostro je zaustavil tukaj Jerneja Oroviča. Za ta prekršek je Gabršek tudi prejel rumen karton. Orovič bo lahko nadaljeval z obračunom. Prosti strel pa bo izvedel številko 6 Zamuda. Še vedno Orovič. Zamuda. Še vedno Zamuda, preoster tokrat Humski. Bo izvedel številko 3 Kresnik, teče pa že 84. minuta obračuna. Zamuda. Dovolj hiter Fišer, mirno Fišer vrača Kresniku, ta znova s prenosom na levo stran, kjer je Bračun. Na mestu Roman mirno vrača do kolenka, pri žogi Svenšek nenatančen, iskal je v napadu Anžela. Kar se pa tiče odigranih minut, pa je pri namreč do tega kroga sta jih zbrala Tomaž Gojkošek in Tibor Cajnko, 2040, sledi Rok Svenšek s 1433, Jernej Orovič jih je na svoj račun vpisal 1417, Žiga Ramšak 1445 in Jan Zupnik 1258. Na drugi strani domači ekipi pa je največ minut odigral Nik Korez 1426, Urban Jančič sledi s 1229, Anže Gojkošek 1201, Tim Travnikar 1170 ter Miha Korušec 993. Bračun s podajo do Gabrška, Gabršek na desno stran, kjer je Kresnik, še vedno pri žogi Kresnik. Nekoliko srečen prenos proti Bračunu. Rep, Nik Korez, podaja proti Gabršku, Gabršek je našel Fišerja, še vedno Fišer, zapravil je žogo Fišer. Orovič je krenil, še vedno Orovič v samostojni akciji. Pravočasno pa se je obranil Nik Korez. Strašek, še vedno Strašek, povratna podaja proti Korezu, ta Doška, Kresnik. Bračun je iskal Straška, dobro postavljen Oman, napaka Ramšaka tokrat. But mirno vrača Bračunu. Dobro postavljen takrat v obrambi Svenšek. Fišer, še vedno v posesti Fišer. Predložek vrata, kjer se je vse skupaj prebral Cajnko.
z žogo mirno ujel, še vedno Cajnko. Cajnko z visoko podajo napad, kjer je znova vedno nevarno. But. Ramšak dobro postavljen, s pomočjo Omana sta uspela zastaviti na obetaven napad domačih. Še enkrat na mestu But, pri žogi But, na pritiska mirno Kolenko, še vedno Kolenko, lepo proti zamudi. Slednji je videl, kako se je v prostor vključil Simič, dobro so bili postavljeni v tem primeru branilci Šmarij, pa še vedno žoga ostaja v posesti gostov. Iz avta bo žogo v igro poslal Gojkošek. Simič je iskal zamudo. Znova bo pripadel gostom, teče pa oziroma pravkar se izteka 89 minuta obračuna. Takrat izvajalec avta zamuda lepo napad proti Oroviču, še vedno zelo hiter je Orovič, podaja Oroviča proti Anželu, Anžel strelja, obramba Majerja, kot na koncu izbol za gostujočo zasedbo. Orovič še enkrat več, gre za zelo nesebičnega nogometaša. S podajo zaposlil Anžela, z obrambo pa je Majer rešil s tem ekipo še večjega poraza oziroma še višjega poraza na tej tekmi. Anžel na kratko proti Oroviču, ta znova vrača Anželu. Anžel mirno nazaj proti Omanu, prekršek je storil Kresnik, preoster je bil nad Anželom. Prosti strel bo pripadel gostujoči zasedbi, izteka pa se 90 minuta, pravkar se bo pričel tudi sodniški dodatek. Izvajalec prostega strela pa 48 Orovič. Orovič, oster predložek Oroviča, But, še vedno Orovič. Lepo je našel Svenška, ta vrača do Anžela. Anžel s podajo na levo stran, kjer je Kolenko. Kolenko pa s podajo vse nazaj proti Cajnku. Še vedno Cajnko. Najvišji v skoku Gojkošek. Izbija Gabršek. Lepo Svinček. Lepoto sta si bila v tem primeru kar dva nogometaša Podvincev. Glavni sodnik pa je medtem odpiskal konec današnje tekme. Visoka zmaga gostov, povsem zaslužena, skozi celoten obračun so bili nevarnejši, kvalitetnejši in še enkrat več dokazali, da gre za zelo, zelo nevarno ekipo. Kar se tiče faze napada, danes jim je prav tako uspelo zadržati mrežo nedotaknjeno. Na hitro pa si oglejmo še vseh 5 zadetkov, ki smo jih videli na tej tekmi. Hat-trick je dosegel Zajko, 2 gola pa je dodal Jernej Orovič. Prvi gol na tekmi je padel v 19. minuti, strelec Zajko z 11-metrovke. 6 minut pozneje po asistenci Zajka Sklava Jernej Orovič, nato pa še 3 goli v drugem polčasu. V 49 je na nič proti Tiji povišal Jan Ziko Zajko po znova podaji Oroviča. Sijajen zaključek je bil to Zajka.
nato v 58. minuti še en gol in pa tretji njegov zadetek na tej tekmi in nova asistenca. Atraktivnost s peto je zapustil Zajka, ta pa z roba kazenskega prostora z mojstrskim zaključkom. Končnih 0:5 pa je v 74. minuti po podaji Modrića postavil Orović, ki je na koncu še tako preigral domačega vratarja Majerja in žogo mirno poslal v prazno mrežo. Kot že rečeno, vse 3 točke odhajajo v Podvince, gladka proti 5, z moje strani pa je bilo to vse, kar se tiče današnje tekme in tega 19. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.